Danes bomo pa delali. Ne, nižji boš mogel. Danes bomo pa delali. Ne, dej kar vsace. Nov mesec, nov izziv. Mi Razklado pripravljamo še en daljši projekt, kjer sem delal iz lesa, iz enih plohov in tule je ostanek, ki je ostal in izgleda ful uporaben les hrastov. In smo ugotovili, da en od večjih problemov pri nama je, da nimava urejeno, kje imava nože pospravljene in so en čez drugega dani, kot vidite, in rabva držalo za nože. Krpana gorjača, ki sem ga razbral. To je ta naš blok. Midva smo se odločila, doma smo vzela nože in sva pomerila, glede na število nožev, mislim, da jih imava 6 ali 5, tistih, ki jih ful uporabljava, mislim, da bo 5 bolj. Pol pride cek, midva smo se odločila za 45 cm. Tako, zdaj pa na vrsti delanje utora za magnete. Pri planiranju dela, ki ga boste izrezkali in kamor bodo prišli potem magneti, bodite natančni, naj bo res na sredini in pa še upoštevajte, kakšno velikost magnetov imate, da se bodo tesno prilegali. Moč magnetov je pa res odvisna od situacije. Imate težje nože, lažje nože, pa koliko imate blizu magnet za fronti, tem sprednjem delu lesa. Če je čist blizu, je lahko šibkejši. Medva imava približno 15 kg so močni, torej sila med njimi je 15 kilska. Ne moreš to narazen. Takole jih moraš poslajdati, drugače ne grejo narazen. In smo že na točki, ko bomo naredili utorček za magnete. Pri tem sem bote previdni, da na drugi strani ne naredite luknje, ampak hkrati, da res to membranico leseno naredite čim bolj tanko, da bodo magneti čim bolj držali. Ni luknje. Ni luknje? Magnet sem dal not, ga vidite? In prvi test. Naznanjam, da je prišla noč. Nadaljujemo jutri. Dober dan. Nadaljujemo. Zdaj, ko je spet dan. Na vrsti je brušenje, ker je sem še brušenje pa oljenje. Ja, pa magnete zadaj nalepimo. No, in to boste danes videli. Pa drugač. No, tegale zamenjamo za bolfinga. Gremo zdaj na čedalje bolfine stvari. Zdaj smo na točki, da bomo dali not magnete. Kaj treba razmišljati pa je, da so ti magneti močni in da so med sabo odbijajoče privlačni in če nočete, da vam zbezlajo tle vse povsod, pa da pride do neke nesreče ali pa da kasneje, recimo ko je že gor prilepljeno, da se ne bi zadaj kaj med sabo premikali v kakšne čudne položaje. Jih je treba zalepiti. Jaz bom uporabil to, kar imam pač doma trenutno. Tu so nekaj epoksi lepila, dvokomponentna, bom tukaj le zmešal skupaj, nanesel noter v utor, pol pridejo pa na vrsto polaganje magnetov, tako kot polaganje ploščic na nek način. No, ostro oko bi opazilo, da sem dal les na kovino. Ja, to pa zato, da smo lažje not magnete zlagali, evo. Ka drži, ne, na kovino. Da drži, ja, da drži na kovino, evo, tako je.
To je to. Imamo vse magnete not in zdaj čakamo. 15 minut. 15 minut. Živijo? 15. Za zaključek pa moramo še razmisliti, kako bomo tole naše magnetno držalo pritrdili na steno. Torej, medva ga bomo prilepila na ploščice in sva uporabila kar dvostranski trak, ki se je super obnesel, in pa potem je fajn to držalo še premazati. Tukaj bi pa opozorila, da uporabite tak premaz, ki je primeren za stik z živili, ker vsem gre za kuhinjsko uporabo. In sedaj, dragi gledalci, midva sva to pripravila in gremo že k nama domov, si bomo pogledali kako. Sprobali bomo to. V najini kuhinji. Ploščice najprej dobro očistimo z alkoholom, zato da bo tale naš lepilni trak res dobro prijel. Pa se pa moramo odločiti, kam zdaj to držalo dati. Dajmo višji ne toliko, da ven pogledam, ampak sem, da je višji, ja, tako kaj tacga. Zdaj levo pa desno, pa ti se odloči. Okay. Stojalo za nože je narejeno. Tu so res močni magneti, tako da nožev ne vzemamo tako, ampak na rob pa stran, tako je veliko bolj varno. Kot vidite, imamo tudi eno lopatkico, ki ima noter magnet, ki sva jo dobila za darilo in je ful dober, ker pač dejansko tudi tu je lahko gor. Rekla sva še škarje, da bo kar vse. Kaj je pa? Tudi. Oh my goodness. Insane. Če vam je bil ta video všeč, mu stisnite en lajkič, lahko ga seveda tudi delite naprej in se vidimo v naslednjem videu, kjer, kot sem rekla, bo pa projekt kar precej večji. Čau!